Ja, živijo. Midva sva Robert in Vivi. Vivi ima danes malo prehlajeno grlo, pa me prosila, če vam jaz povem recept za dobro življenje, za najboljše življenje. Ona bo zdaj v kratkem praznovala 8. rojstni dan in je blazno zadovoljna s svojo frizerko, z dolgimi sprehodi ob tem potočku in pa s priboljškom tukaj in tam. In to je ta recept za življenje. Se pravi, dober frizer, dolgi sprehodi in pa kakšen priboljšek tukaj in tam. Včasih me podjetniki sprašujejo, naj mi povej en stavek, eno enostavno rešitev, kako bi hitreje prišel do rezultata, do boljšega učinka v svojem poslu. In zdaj ga bom povedal. Lahko si ga zapišete. Če imate kak svinčnik, če imate papir, si ga zapišete. Zelo preprosto je. Lahko začnem. Nehaj početi to, kar počneš in začni delati tisto, kar bi moral početi ali delati. Še enkrat, ne delaj več tega, kar počneš, ampak začni delati tisto, kar bi moral. Ne vam razložim. Če znaš dobro švasati ali variti, švasej. Če moraš vmes skenirati dokumente, 2 ure skeniranja dokumentov, plačaj nekoga naj skenira dokumente. V tem času pa ti vari. Ti bo zaslužil 50 evrov, on ti bo vzel 10, še zmeri si 40 v plusu. Najslabše pa je, da za 50 evrov ti skeniraš dokumente. In to je tisto. Ne počni več tega, kar počneš, pa ni nujno in sploh ni tvoje delo, ampak začni delati tisto, v čemer uživaš, ovladaš in raje plačaj nekoga. Če kosite travo in perete avto kot regeneracijo, kot antistres, to je okej. V primeru pa, da ne, delajte raje tisto, kar znate, pa plačajte nekoga. 10 evrov plačate za pranje vozila, vi boste s svojim delom zaslužili 50. Se pravi, še zmeraj ste 40 v plusu, kot pa da z dragim človekom za 50 evrov perete svojega lepotca na 4 kolesih. To je to. Če pa se zatakne, pa veste, kje nas najdete, ne? Se pa kje pomenimo.